Tukaj moram se zahvaliti avstrijskemu zunanjemu ministrstvu in pa slovenskemu zunanjemu ministrstvu, da so z veliko naklonjenostjo sledili vsem tem našim predlogom, pobudam in pa seveda določili tudi eno zelo občutljivo zadevo, kje prečka en komunalni vod, kot je cesta, kot je železnica, kot je voda, enako državno mejo, in so bile natančno določeni tudi dimenzije in seveda tudi sam projekt, kje se umesti ta vodni vir in vodovod preko državne meje. Tako da res moram reči, da je danes za mene pomemben dogodek, ne samo kot županu občine Muta, ampak še pomembnejše je, da smo pokazali skupaj z našimi sosedje, tako z občine Eibiswald, predvsem pa lastnika, gospoda Staudacherja, ki je nam dobrosrčno šel z svojo naklonjenostjo in tudi z pozitivno energijo v tem, da je dal svoj vodni vir tudi občini Muta za nedoločen čas in danes je to imenoval kot vodni vir prijateljstva, svobode, sodelovanja in sem mu sedaj iz tega mesta res iz srca hvaležen. Na koncu pa naj povem tudi eno še posebno zahvalo deželnemu okrajnemu glavarju in pa glavarstvu Štajerske, dr. Teodorju Millerju, ki vodi upravno južni del Štajerske in preko njegovih služb smo v zelo kratkem času, nekaj mesecih, uspeli pridobiti vrsto okoljevarstvenih soglasij, dovoljenj in seveda tudi potem gradbeno dovoljenje s strani avstrijskih upravnih organov. Vodili so nam pa seveda celoten ta projekt iz biroja Kolar, iz občine oziroma kraja Eibiswald, Vis, in so nam suportirali do konca ta projekt in ste videli, brez kakršnihkoli ovir smo danes položili še zadnjih 20 metrov cevi in smo zdaj na slovenski strani in nas čaka približno še 850 metrov enostavnih poti in priključili se bomo na glavni vodovodni vir iz Pernic in seveda oskrbovali vodo, zdravo, gravitacijsko za celotno občino Muta.